Moje ime je Nino Kolarjevič in dobrodošli na mojem YouTube kanalu. Odkar je ta koronavirus začela s svojim pohodom tudi po naši deželi in ko smo v glavnem vsi morali iti na čakanje, sem jaz z mojo partnerko, midva sva šla v Opatijo, kjer imamo hišo. In moram priznati, da sem imel najlepši mesec v življenju. Vreme je bilo prekrasno, bila sva v bistvu samo v izolaciji, malo sva delala po vrtu, se sončila, brala, gledala televizijo, poslušala muziko in tako dalje. Vendar sva se morala vrniti nazaj v Slovenijo in seveda, hvala Bogu, karanteno so znižali z 2 tednov na 1 teden. Moram povedati, da na meji policaji so bili dosti presenečeni, niso niti točno vedeli, kaj naj naredijo, tako da sem jih v bistvu jaz bolj usmeril. Na koncu so le našli neki formularji in vpisali tisto noter. 7. dan karantene so pa morali iti na testiranje za COVID-19 in že po parih urah so dobili rezultat, da sva negativna. V tem videu bom komentiral zadnja dogajanja glede te pandemije. Kar se te pandemije tiče, predvsem iz največjih žarišč v Evropi prejemamo pozitivne signale. V Italiji se je prvič zgodilo, da imajo preko 200 prostih respiratorjev. In tudi neka 101 leto stara gospa, ki je zbolela za koronavirusom, je povsem okrevala in so jo napotili domov. Je pa v Parizu pa vidimo, da se pa ljudje iz revnih predelov predmestja Pariza spopadajo s policijo, se protestirajo proti vsem tem razmeram, kajti smrtnost v teh delih mesta je bistveno višja kot drugod, kar naj bi pomenilo, da nimajo ustrezne zdravstvene oskrbe. To je klinični center zraven in se slišijo te sirene, zelo dosti redke kot pred pandemijo. Veliko tega pa se dogaja v ZDA, kjer že mnogo ljudi protestira proti ukrepom, kajti ljudje izgubljajo službe in zaslužek. Vedeti moramo, da imajo Američani na splošno zelo malo prihrankov, vsaj povprečni Američani. In večinoma celo življenje živijo na kredit. Beležijo že skoraj 30 milijonov izgubljenih delovnih mest. Vsekakor tam situacija ni najbolj rožnata. V New Yorku pa naj bi se razmere počasi umirale. Mednarodne človekoljubne organizacije so sprožile alarm, saj je zaradi epidemije vse več ljudi na robu lakote, predvsem v Afriki in nekaterih azijskih deželah. Tako že krožijo napovedi, da bo zaradi posledic koronavirusa od lakote umrlo vsaj 150 milijonov ljudi, kar je ogromna številka. Pri nas v razvitem svetu mi se v bistvu bojimo zmanjšanja GDP-ja in tako dalje, drugod po svetu je pa stvar preživetja. V nekaterih državah restrikcije pojenejo, tudi pri nas. Ponekod se bodo šolska vrata in vrtci odprli in nekatere proizvodna podjetja bodo zopet zagnala svoje stroje. Je pa seveda še vedno aktualen švedski eksperiment, saj so tam omejitve mnogo blažje kot drugod. Prebral sem en zapis na portalu Euronews, kjer so primerjali Švedsko in Norveško. Slednja ima mnogo hujše restrikcije od svoje sosede, seveda. In ugotovitev, na Švedskem je 2-krat več okuženih, vendar je tudi 2-krat več prebivalstva. Se pravi, da so stopnja okuženosti je torej poravnana. Je pa dejstvo, da so na Švedskem zabeležili sorazmerno 5-krat več smrtnih žrtev.
1/3 vseh smrtnih žrtev izvira iz domov za ostarele. Toda Euronews tega ni tako zapisal, ampak da je na Švedskem 10-krat več smrtnih žrtev, kar je očitna manipulacija. Kajti Švedska ima več prebivalstva. Zakaj je na Švedskem toliko več smrtnih primerov, ne vemo. Toda na koncu koncev, če pogledamo dva povsem drugačna pristopa do epidemije, lahko povlečemo nek drug zaključek. Glede na število prebivalstva imate obe državi enako stopnjo okuženosti. Se pravi, imamo državo, kjer so uvedeni strogi ukrepi, imamo državo, kjer ljudje hodijo v kafiče, v restauracije, hodijo v službo in tako dalje, pa imajo enako stopnjo okuženosti. Dobro, razlogov je lahko več, ampak je dobro vprašanje. To lahko pa tudi pomeni, da so vsi ti omejevalni ukrepi povsem nepotrebni. Kot sem že večkrat rekel, oziroma podal izjave drugih uglednih znanstvenikov z celega sveta, da bi bilo treba predvsem izolirati ranljivo, starejšo populacijo in tisto, ki imajo neke kronične bolezni. Še glede Švedske nekaj. Njihovo gospodarstvo deluje nemoteno, medtem pa na Norveškem je bilo že veliko ljudi odpuščenih in njihova gospodarska napoved je zelo slaba. Dodatno pa bodo še vplivale izredno nizke cene nafte na svetovnem tržišču. Če pogledamo še eno stvar glede Švedske, če gledamo zdaj umrljivost na število prebivalcev, se pravi na milijon prebivalcev, bomo ugotovili, da je Švedska poravnala za Nizozemsko. Nizozemska ima stroge ukrepe. Belgija ima pa več kot trikrat večjo smrtnost kot Švedska. Po številu prebivalstva pa sta približno enaki. Torej, če pogledamo Švedsko in preostali svet, kjer so uveljavljeni strogi ukrepi, glede druženja in splošne izolacije, lahko rečemo, da je stvar podobna tisti Andersenovi pravljici Cesarjeva nova oblačila. Na koncu se bo izkazalo, da je cesar nek. Kakorkoli že, situacija se počasi izboljšuje, vendar pridemo do naslednjega problema. Kot sem že prej omenil, bodo ponekod že naslednji mesec odprli šole, vendar se že zdaj oglašajo starši, ki svojih otrok tja ne bodo poslali. Te se bojijo okužb, čeprav po drugi strani vemo, da otroci s tem virusom nimajo nikakršnih problemov. Vsak dan pa slišimo razne izjave strokovnjakov, ki opozarjajo, da lahko pričakujemo ponovni val okužb s koronavirusom, če ne prej pa jeseni. Pravijo, da se ne smemo še vdakniti toliko časa, dokler znanost ne bo našla cepiva. In to meni pove veliko. Države se bodo počasi odpirale tujcem, torej ti bodo morali dokazati, da nimajo virusa ali pa da so nanj cepljeni. Lahko se bo zgodilo, da tisti, ki se ne bomo cepili, ne bomo smeli uporabljati javnega prevoza, ne bomo smeli prečkati državne meje, mogoče ne bomo smeli iti na športne prireditve. Vse to se bo najverjetneje dogajalo. V zadnjem času je odmevala izjava najboljšega igralca tenisa na svetu, Srba Novaka Djokovića, ki je izjavil, da s tem še neustvarjenim sicer cepivom se v bodočnosti ne misli cepiti, kar je tudi za njegovo družino, se pravi za otroka in za ženo. V Srbiji so tako objavili rezultate ankete, ki so jo naredili, komu Srbi bolj verjamejo, stroki ali Novaku. 60% jih verjame Djokoviću. V tej izjavi je podal izredno pomembno misel. Nisem proti cepljenju, toda moti me, da nimamo izbire. Torej, ustvarjajo pritisk na tiste izmed nas, ki se nočemo cepiti. In to moti tudi mene osebno. Zahodna demokracija naj bi v bistvu pomenila, da vsakdo izmed nas ima na voljo izbiro, ne samo politične stranke. Najprej so pričeli z nami, ki kadimo,
Sprva so restavracije razdeljene za kadilce, nekadilce, nato so ukinili to, kasneje so to isto storili z lokali, s kafiči in tako dalje. Ponekod hočejo učence, ki niso bili cepljeni, izključiti iz šol. Verjetno se bo podobno dogajalo tudi s tistimi, ki se ne bodo cepili proti COVID-19, o čemer sem govoril malo prej. Tudi naj se povrnem na pandemijo. Mainstream mediji novice posredujejo le tisto, kar jim servirajo PR vlad in kriznih štabov. Na njih še nisem zasledil pogovore s tistimi znanstveniki, ki na epidemijo gledajo povsem različno. V teh medijih ni moč zaslediti nikakršnih primerjalnih analiz, ki bi nam povedale, kakšna je razlika umrljivosti letošnje sezone nalezljivih bolezni s prejšnjim letom, zato sem skušal ugotoviti, kakšno je stanje pri nas. Po zadnjih podatkih je to sezono za gripo umrlo cirka 80 oseb, za koronavirusom pa okrog 40 oseb. Če to primerjamo z lanskoletnimi podatki, je za gripo umrlo 160 oseb. Če torej seštejemo umrle skupaj, se pravi te, ki so imeli gripo, ki so umrli od gripe, in te, ki so umrli od koronavirusa, bomo videli, da je vse skupaj 120, kar je dobro. Se pravi 40 ljudi umrlo letos manj kot prejšnje leto. Večina ljudi vseh tem času ni umrlo zaradi koronavirusa ali gripe, temveč zaradi respiratornih bolezni. Ocena Sveta Evrope za zdravje pa pravi, da v Uniji tako onesnažen zrak vsako leto zahteva približno 500 milijona smrtnih žrtev. In toliko teh se v današnji statistiki šteje pod žrtvami koronavirusa? To je pravo vprašanje. Vsekakor, mediji nam servirajo izključno podatke o številu okuženih, hospitaliziranih in umrlih, in vse to kot rezultat koronavirusa. Kakršnekoli primerjave števila umrlih zaradi drugih podobnih bolezni pa ni. In to se opazi ne samo pri nas, v bistvu vseh državah. Hvala lepa in se vidimo naslednjič.